Ker je sreda, bomo danes zmolili tudi večernice. Skupaj jih imate na platnu, pa vas povabim, da se skupaj poglobimo v molitev, da skupaj spremljamo našega Gospoda v Jeruzalem in k vstajenju. Ti, Jezus, si posvetil post, ko si v puščavi postil se, naročaš zdaj ga tudi nam za zdravje našega duha. Pregrehe, ki teže nam vest, odpusti milostno, Gospod, in za naprej pomagaj nam, da v grehe več ne pademo. Trojica sveta naj slavi, te vse vesoljstvo in časti, naj duh očiščen, prenovljen, ti poje novo hvalnico. Amen. Pričakujemo blaženo upanje in prihod našega odrešenika v slavi. Le v Bogu se spočije moja duša, samo On je moja uteha. Doklej se bodo vsi zaganjali vame, ubogega človeka, da bi me podrli kot razpadajoče zidovje. Samo v Bogu se spočije moja duša, dal mi bo, kar pričakujem. Bog je moja rešitev in moja slava, moja moč in moje pribežališče. Na Božji tehtnici so vsi enaki, nizki in visoki, lažji kot dih so vsi skupaj. Če se množi vaše bogastvo, nanj srca ne navezujte. Gospod je pravičen, vsakemu povrne po njegovih delih. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Pričakujemo blaženo upanje in prihod našega odrešenika v slavi. Pokaži nam, o Bog, svojo dobroto in nas blagoslovi. O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi. Pokaži nam svojo dobroto. O Bog, slavijo naj te ljudstva, slavijo naj te vsa ljudstva.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, slavijo naj te vsa ljudstva. Bog je zares dober, zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Pokaži nam, o Bog, svojo dobroto in nas blagoslovi. V Kristusu je bilo vse ustvarjeno in v njem vse obstaja. Z veseljem se zahvaljujemo Bogu Očetu. Usposobil nas je za dediščino svetih v svetlobi. V njem imamo odrešenje po njegovi krvi, v njem odpuščanje grehov. V njem je bilo vse ustvarjeno, vidne in nevidne stvari v nebesih in na zemlji. On je glava telesu Cerkvi, on je začetek. Oče je sklenil, naj v njem prebiva vsa polnost, da se uresniči mir s krvjo njegovega križa. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. V Kristusu je bilo vse ustvarjeno in v njem vse obstaja. Molimo. Nebeški Oče, Ti spodbujaš svojo družino, da bi vedno delala dobro. Podpiraj nas na zemeljski poti s svojo pomočjo, da bomo dospeli v večno življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Jeremija. Rekli so, izmislimo si naklep zoper Jeremija, kajti ni še izginilo navodilo duhovnika, ne svet modrega, ne beseda preroka. Dajte, udariti ga hočemo z jezikom in ne glejmo na njegove besede. Gospod, glej name in poslušaj govor mojih nasprotnikov. Ali se dobro povračuje s hudim, ker mi kopljejo jamo? Spomni se, kako sem stal pred Teboj, da bi govoril njihov prid, da bi od njih odvrnil Tvojo jezo. Bila Božja beseda. Gospod, reši me v svoji milosrčnosti. Izvleke me boš iz nastavljene zanke, zakaj Ti si moje zavetje? V Tvoje roke izročam svojega duha, reši me boš, Gospod, zvesti Bog.
Gospod, reši me v svoji milosrčnosti. Slišal sem šepetanje mnogih, groza je povsod. Sestari so se zoper mene in mi hoteli vzeti življenje. Gospod, reši me v svoji milosrčnosti. Jaz pa zaupam v tebe, Gospod. Pravim, ti si moj Bog, v tvoji roki je moja usoda. Odmi me iz rok mojih sovražnikov in preganjalcev. Gospod, reši me v svoji milosrčnosti. Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo. Pri njem je obilno rešenje. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Ko je Jezus šel proti Jeruzalemu, je vzel 12 učence posebej in jim med potjo rekel: Glejte, v Jeruzalem gremo, in Sin človekov bo izdan velikim duhovnikom in pismoukom, obsodili ga bodo na smrt in ga izročili nevernikom, da ga bodo zasmehovali, bičali in križali, in tretji dan bo vstal. Tedaj je stopila k Jezusu mati Zebedejevih sinov, svojima sinovoma, padla preden in ga nekaj prosila. Rekel ji je: Kaj hočeš? Odgovorila mu je: Reci, naj sedita ta dva moja sinova v tvojem kraljestvu, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. Jezus je odgovoril: Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga moram jaz piti? Odgovorita mu: Moreva. Reče jima: Moj kelih bosta pila, sedeti pa na moji desnici ali levici ne gre meni dajati, ampak katerim je pripravil moj Oče. Ko je to slišalo drugih 10, so bili nevoljni nad bratoma. Jezus jih je pa poklical k sebi in jim rekel: Veste, da vladarji narodov nad njimi gospodujejo in velikaši izvršujejo nad njimi oblast. Med vami pa ne bo tako, ampak kdorkoli med vami hoče biti velik, bodi vaš strežnik, in kdorkoli med vami hoče biti prvi, bodi vaš služabnik. Kakor Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Kristusov evangelij. Jezus je odločen, da gre v Jeruzalem, ve, kaj ga tam čaka, ve, kaj je njegovo poslanstvo, in pred njim ne beži, kljub izdaji, obsodbi, bičanju, križanju. Ve, da je to del njegovega keliha, ki za nas pomeni odrešenje. Učenci to težko razumejo. Težko razumejo, kam se Jezus podaja, težko razumejo, kaj jim pripoveduje, zato je njihovo mišljenje povsem drugje. Zato je njihovo mišljenje povsem človeško, najbrž tako kot velikokrat naše. Zato razmišljajo, kje bo kdo sedel, razmišljajo o vladanju, razmišljajo o slavi. Jezus govori o drugačni slavi, o slavi križa. Učencema reče: Ne vesta, kaj prosita.
Moj kelih bosta pila, ima potem obljubi. Jakob je bil prvi od apostolov, ki je dal življenje za Jezusa, Janez zadnji. Pa so tudi apostoli potrebovali kar nekaj časa, da so razumeli, kam jih Jezus vabi, kam vabi tudi nas danes. Če hoče kdo med vami biti velik, pravi Jezus. Učenci so po vstajenju, predvsem po binkoštih, razumeli, kaj je Jezus želel povedati. Ne samo razumeli, izpolnili so njegovo povabilo, njegov zgled. On je prišel, da bi stregel, da bi dal svoje življenje, da bi tako nam pokazal pot, da bi nas povabil, da gremo tudi mi za njim, da sprejmemo to držo, ki jo ima on do nas, in da to držo tudi mi živimo do ljudi okrog nas. Getsemani, u tebi naš Gospod